Na južnem pobočju Rifnika v Šentjurju sta Gorazd Mauer, vrtnar po poklicu in hobiju, ter njegova žena Majda pred več kot 30 leti začela urejati vrt. V njem danes raste več kot 2000 rastlin z vsega sveta. Vrt je zaradi iglavcev, grmovnic in drugih trajnic zanimiv v vseh letnih časih. V seriji filmov Zgodbe naših ljudi predstavljamo krajane, ki s svojim predanim delom, znanjem in kreativnostjo zaznamuje življenje v skupnosti in skrbijo za prepoznavnost Šentjurja. Dobrodošli med Šentjurčani. Nahajamo se v vrtu Rifnik ali, kot ga sam imenujem, Rifnik vrt in rastline. Dejansko je to pod samim vrhom na pobočju, ki gleda na južno oziroma jugozahodno stran hribovja. Zgodba vrta Rifnik se je začela leta 1988, ko smo skupaj z ženo našla to domačijo, ki smo jo potem tudi kupila in pričela saditi nove rastline. Zgodba se je začela približno pred 35 leti in dejansko tudi prvo leto smo sadili prvo rastlino, ki še vedno raste. To je bil iglavec, Tsuga canadensis jedeloh. Bom uporabljal predvsem botanična imena rastlin. Problem je vedno z slovenskimi imeni, ker imajo po različnih pokrajinah različna imena, tako da jaz izključno uporabljam samo botanična ali, kot so jim včasih rekli, latinska imena. V vrtu trenutno raste preko 2000 različnih rastlin, tako rodov, vrst kot sort. Vsako leto se to tudi dosaja, spreminja. Določene rastline ali propadejo ali gredo v nadaljnje razmnoževanje. Vsako leto pa približno 50-60 novih rastlin posadimo, da jih preverimo, kako se obnašajo v naši klimi, kako se razraščajo, kako cvetijo, zato da lahko tudi ljudem, ki obiskujejo ta vrt, povemo nekaj o njih. Ja, vsi smo tudi malo pedagogi, ne samo vrtnarji. Dejansko namen vrta je, da prikažemo ljudem, koliko različnih rastlin lahko raste in ob kako nenavadnih časih lahko cvetijo. Za primerjavo, jeseni običajno cveti v vrtu več rastlin kot spomladi, kar za normalne vrtove glih ni običajno, ampak moje osebno mnenje je, da vrt mora biti lep skozi celo leto. Ali so to pozimi iglavci z svojo razrastjo, temnozeleno barvo, ali poleti, ko je popolnoma poln cvetov, ali jeseni, ko prav tako rastline cvetijo, plodijo, nekatere pa že dobivajo tudi lepo jesensko barvo listov in lep lup. V vrtu smo pričeli zasajati najprej iglavce, ker smo pač z ženo razmišljali o tem, da iglice ne odpadajo vsako leto, in smo nasadili ogromno iglavcev, ampak po določenem času smo oba ugotovila, da je vrt težek. Iglavci so sami po svoji razrasti močne rastline, težke rastline in zaradi tega smo pričeli saditi zraven tudi rastline, ki so drugačne po strukturi, teksturi listov, zato da smo vrt razrahljali. Sedaj je v vrtu približno 400 različnih sort iglavcev, ter ostalo so trajnice ter grmovnice. Trenutno je vrt na približno 4000 kvadratnih metrih površine. V tem delu je bolj ali manj vrt intenzivno urejen, to pomeni pokošena trava, etiketirane rastline, grede. Vsak vrt zahteva določen del časa. Starejši kot je vrt, manj je dela z njim, saj se rastline razrastejo, prerastejo in pokrijejo tla. S tem tudi preprečujejo razrast plevelov. Vrtnarji se med sabo najraje šalimo tako, da večino rastlin normalni ljudje ubijajo z preveč skrbi. Rastline se morajo na okolico navaditi, kar pomeni, da morajo včasih trpeti tudi sušo, ne samo redno zalivanje. Preveč vode prav tako škodi kot premalo vode, oziroma rekel bi tako, preveč vode je bolj škodljivo kot premalo vode. Ob iskanju nove lokacije oziroma novega stanovanja, hiše, smo razmišljali predvsem o tem, da bodo otroci imeli koliko toliko neokrnjeno okolje, kar tukaj na Rifniku sigurno je, ker je tu zelo blizu zraven tudi gozd. Predvsem se nam je šlo za to, ter da bo vrt čim bliže Šentjurju, saj je tedaj žena še opravljala svojo službo v Šentjurju in je to bolj ustrezalo kot prejšnja lokacija v Celju.
Po poklicu sem vrtnar in tudi moj hobi je popolnoma isti, to pomeni delo z rastlinami. Vsaka rastlina, ki pride v vrt, se prej pozanimam, ali je sploh možno, da preživi ekstremna poletja, ki so sedaj nastopila, potem prav tako tudi ekstremne zime, saj je bila najnižja temperatura v vrtu -27 stopinj Celzija, najvišja pa v letošnjem letu 38 stopinj Celzija. To pomeni, rastline, ki so v vrtu, morajo preživeti te ekstreme, ter istočasno tudi občasno sušo, ki nastopi v poletnih mesecih. Prav tako morajo preživeti tudi zimsko sušo, predvsem velja to za iglavce, saj iglavci tudi pozimi rastejo. In sveže posajeni iglavci prve 2-3 leta, ko smo živela tukaj, so bili vsako leto tudi ob suši zalivani. Najhujša toča v vrtu je bila pred približno 8-9 leti, ko je res bil vrt skoraj brez zelenih delov. Rastline so se sicer obnovile, velja predvsem za drevnino in grmovje, ampak poškodba na deblu, ki je nastala od toče, se pozna po približno 4-5 letih. To mesto ni nikoli več trdno, kompaktno in potem začnejo pokati veje. To pomeni, tisto, kar vidimo mi, poškodbe po toči, je samo trenutno. Ostale poškodbe bodo nastopile šele čez par let. Vse rastline, velja tako za trajnice kot drevnino, potrebujejo ustrezno oskrbo. Najboljše si je to prebrati z ščepcem pameti, ker internet prinaša čudežne stvari, tako da ni vse v redu, kar se prebere na teh spletnih straneh, ali pa vprašati vrtnarja, ki vzgaja te rastline. Običajno vsi vrtnarji, ki vzgajamo rastline, vemo, kako se z njimi dela in kako se z njimi oskrbuje. Za določene rastline je pač potrebno izrezovanje starih vej, primer so hortenzije, pri določenih se samo prikrajšuje, odvisno je tudi od tega, kaj želimo od rastline doseči. Če želimo doseči, da je lepa, kompaktna, jo po cvetenju lahko porežemo. Če pa želimo, da bo rastlina imela lep, močen habitus, režemo stranske veje, zato da dosežemo deblo. To pomeni, za vsako rastlino je treba vedeti, kakšno oskrbo potrebuje. Glede na to, da Slovenija včasih ni bila del evropskega prostora, smo od začetka rastline pač spravljali preko meje, isto kot smo spravljali kavo. V praksi je to običajno pomenilo 5 ljudi v avtomobilu, 7 dni izleta po Holandiji, Belgiji, Nemčiji pri kolegih, nazaj pa smo pripeljali tam med 500 in 700 različnih rastlin. Zdaj, ko je Slovenija del Evropske unije, so meje sicer padle, ljudje kupujejo prek interneta, sam še vedno zagovarjam stališče, da je treba rastlino videti, preden jo kupiš. Prvič zato, da vidiš, v kakih pogojih raste, drugič, da vidiš, kakšno zemljo uporablja vrtnar, ki jo vzgaja, saj vsaka zemlja res ni dobra za vzgojo rastlin. Tretjič pa, da zveš, katere so nove rastline in kaj boš prinesel domov. Ja, rastline v vrtu rastejo od Avstralije, Nove Zelandije, nekatere oziroma ena rastlina raste celo v zalivu, kjer je Hongkong, potem obstaja v vrtu tudi larix, slovensko je to macesen, ki je najbolj severno rastoča rastlina in je včasih celo pozimi zelen. V glavnem, rastline prihajajo iz celega sveta. Prvi dan odprtih vrat je bil leta 1998. Če sedaj gledam za nazaj, je bil to samo zametek tega vrta, ki je sedaj. Majhne rastline, bolj prostoren vrt, več travnih površin. Drugače pa organiziram dneve odprtih vrat vsako leto, drugo soboto in nedeljo v mesecu juniju. Izven tega termina je stvar ogleda samo po dogovoru, da si ljudje ogledajo in se pozanimajo o rastlinah, ki rastejo v vrtu. Ogledujejo si predvsem zasaditve, prav tako si ogledujejo te posebne rastline. Pri vsaki rastlini je običajno tudi napisano botanično ime rastline, tako da si lahko ljudje to izpišejo oziroma v zadnjem času si to kar poslikajo ter potem sami poiščejo po internetu, da dobijo rastline lahko tudi v svoj vrt. Poleg ljubezni in potrpežljivosti je potrebno pri vsakem dobrem vrtu, parku tudi vztrajnost ter dovolj časa, da lahko to urejaš.
Tako sem že omenil, začetne zasaditve je potrebno urejati malo več, ko se rastline razrastejo, je potrebno urejati manj. Določene rastline z leti tudi propadajo in jih je treba nadomestiti. Običajno ljudem, ki sprašujejo, koliko časa preživim v vrtu, pravim, da 1 uro na dan. Potem pa še dodam, da po zimi tak ali tak ni nobenega pretiranega dela. To pomeni, večina dela, ki se opravlja v vrtu, je v spomladanskih mesecih ter v jesenskih mesecih. Tudi delo z rastlinami je sprostitev. Iskanje novih rastlin je sprostitev, sajenje in razmnoževanje novih rastlin je sprostitev ter pogovor z ljudmi, ki obiskujejo vrt, je sprostitev. Nekateri, ki pridejo, so prav presenečeni nad bogato izbiro rastlin, ter se opravičujejo, da me motijo. Osebno mislim, da mene osebno ne motijo, saj grem po vrtu, vidim, kaj je potrebno še narediti, katere rastline so še za razmnožiti. Dejansko za mene to ni zapravljen čas. Vsak, ki načrtuje podoben ali manjši vrt, naj se ne ustraši izzivov. Tudi jaz od začetka nisem poznal vseh rastlin. Vsako leto sem dodajal nove rastline, zato ne se ustrašiti botaničnih imen, ne se ustrašiti, da so rastline komplicirane. Kot sem že omenil, ogromno rastlin propade zaradi pretirane skrbi. In običajno te pretirano skrb delajo začetniki, ki mislijo, da morajo rastlina imeti res vse, kar potrebuje. Vodo, hrano, ne vem kaj še vse. To ni res. Rastlina se sama prilagodi na okolico, kjer raste, sama naredi korenine, mi ji moramo samo pomagati. Rastlina je kot majhni otrok, če ga mi skozi držimo v naročju, ne bo znal nikoli hoditi. Isto je z rastlinami. Če mi z rastlinami delamo, da jih gnojimo, pretirano zalivamo, ta rastlina ni nikoli sposobna preživeti prve suše, prvega mraza, ničesar. Dejansko rastlina mora tudi včasih trpeti. Ogrodje vrta je sestavljeno iz iglavcev, to pomeni, tudi čez 5 let bojo verjetno iglavci še vedno rastli. Drugo je glede na spremembo klime, ki je na vidiku, koliko od teh iglavcev je sposobnih preživeti v tej klimi. Primer so macesni, primer so določene vrste jelk. Verjetno tega ne boste več videli v vrtu. Določene rastline se bojo bujno razrastle, določene pač zaradi ekstremov, visoke temperature ne bojo več rasle. Dober vrt niso samo okrasne rastline, ampak so tudi uporabne rastline. Pravljice, da uporabne rastline ne izgledajo lepo, primer je zelje, koleraba, cvetača in tako naprej, ne drži, saj je ogromno okrasnih rastlin uporabnih tako v listih, kot v mladih pogankih, koreninah, cvetovih. Lep primer je rastlina, ki jo imate vsi doma, to je hosta ali staro slovensko ime je tudi funkija. To so rastline, ki so izredno trpežne, odporne na nizke temperature, vročino, pri katerih so užitni tako listi kot cvetovi in mladi poganki. Cvetovi se jejo namesto solate ali kot posladek, saj ima vsaka sorta drugačen okus. Tudi moj vnuk, star je trenutno 1,5 leta, točno ve, kje mora pobirati, pa kateri cvetovi so bolj dobri od drugih. Mladi, nezaprti cvetovi so sigurno boljši kot odprti in pobira samo mlade cvetove. Tako da rastline so tudi uporabne. Sam običajno ljudem pravim, da so vse rastline užitne, nažalost nekatere samo enkrat, zato pred vsako uporabo se dobro prepričajte, ali so rastline za jesti ali niso. Ampak ogromno rastlin, ki jih uporabljamo kot okrasne, je tudi popolnoma užitnih. Dobrodošli v vrtu Rifnik, vrtu, kjer so rastline lepe od meseca januarja do meseca decembra.